vekomaj. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo. Berilo iz knjige Modrosti. Blesteča in neugasljiva je modrost. Z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo. Vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče takih, ki so je vredni. Dobrohotne se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti. Božja beseda. Odpev. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. O Bog, moj Bog, željno te iščem. Moja duša žeja po tebi. Moje telo koprni po tebi, kakor suha in izčrpana zemlja po vodi. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. Vajde sem se zamaknil v svetišču, da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo. Tvoja dobrota je boljša kakor življenje, moje ustnice te smejo slaviti. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. Zato te bom slavil v svojem življenju, v tvojem imenu bom dvigal svoje roke. Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša, v veselju te bodo hvalila moja usta. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. Spominjal se te bom na svojem ležišču, v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi. Kajti ti si mi pomagal, v senci tvojih peruti se radujem. Moj Bog, moja duša žeja po tebi. Drugo berilo. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti, kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu, privedel skupaj z njim. Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole. Mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo ostali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v nebo, naproti Gospodu. Tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj. Božja beseda. Aleluja! Čujte in bodite pripravljeni, kajti v uri, ko ne pričakujete, bo prišel Sin človekov. Aleluja! Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko. Nebeško kraljestvo bo podobno 10 devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. 5 izmed njih je bilo nespametnih in 5 preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa seboj vzele olja. Preudarne pa so svetilkami vred vzele v posodicah olje, ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale. O polnoči pa je nastalo vpitje. Glejte, ženin, pojdite mu naproti. Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo. Tiste preudarne so odvrnile: verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas.
Pojdite raj k prodajalcem in si ga kupite. Medtem, ko so šli kupovati, pa je prišel ženin. In tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: Gospod, Gospod, odpri nam. On pa je odgovoril: resnično povem vam, ne poznam vas. Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva, ne ure. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Današnji odlomek je vzet iz Jezusovega govora o ponovnem prihodu. Še na naslednji 2 nedelji, pa že prejšnjo, smo poslušali o poslednjih, o zadnjih rečeh. Torej, slišali smo o srečanju z Jezusom danes, o nebeškem kraljestvu in kako pridemo tja. Jezus primerja nebeško kraljestvo z 10 devicami, če malo obnovimo, kar smo slišali v Evangeliju. Torej imamo 10 devic, 5 preudarnih, 5 nespametnih in gredo ženino naproti. Razlika med njimi je ta, da 5 jih ima olje zraven za svetilke, 5 pa jih nima, torej ti se 5 nespametnih. In ker se ženin mudi, device vse pospijo, o polnoči pa nastane opitje, ker zvejo, da ženin prihaja in mu gredo naproti. Nespametne device opazijo, da jim svetilke ugašajo in prosijo preudarne, ki ima olje, naj jim posodijo tisto olje. Ampak preudarne device pravijo, da ga ne morejo posoditi, ker ga lahko zmanjka za njih in še za ostale. In jim priporočajo, naj si ga gredo kupiti k prodajalcem. In ko si ga gredo kupovati, ženin pride, 5 preudarnih gredo z njim na svatbo, ostali, ko pridejo nazaj, trkajo na vrata in pravijo: Gospod, Gospod, odpri nam. Jezus pravi, da jih ne pozna in da naj bomo budni, ker ne vemo ne dneva, ne ure. Torej, prilika je o našem končnem življenju, torej, ko se bo življenje tukaj na zemlji končalo, bomo prišli v Gospodu. In za to srečanje moramo biti pripravljeni, ker res ne vemo, kdaj se bo to zgodilo. In kako človek naj bo pripravljen, kako naj vemo, kako naj vsak izmed nas je pripravljen v vsakem trenutku. Torej, kaj moramo storiti, da bomo podobni 5 modrim devicam in bomo ob naši smrti šli ženinom na svatbo. Lahko se vprašamo, morda tukaj, ali je dovolj, da gremo vsako nedeljo k sveti maši, sedaj seveda preko spleta, ali bo dovolj, da vsaki dan zmolimo zjutraj, zvečer ali pa preko kosilo, ali bo dovolj, da se postimo, ali je tudi dovolj, da delamo dobra dela, da obiščemo, sedaj tako, da moramo obiskati, ampak ko bo čas za to, ko obiščemo kakega osamljenega človeka, lahko sedaj tudi gremo in pomahamo z dvorišča, ali pa kaj nakupimo, a je to dovolj za večno življenje. En lep stavek matere Terezije, no je včeraj nagovoril eden iz mladinske skupine, sem ga potem šel poiskati, kako pravi mati Terezija, pravi tako: ne vem natančno, kakšna bodo nebesa, vem pa, da nas Bog, ko bomo umrli in prišli preden, ne bo vprašal, koliko dobrih del si naredil v življenju, ampak raje, koliko ljubezni si vložil v to, kar si delal. Torej, koliko ljubezni je bilo v tem narejeno. Tudi sveti Pavel v hvalnici ljubezni pravi točno o tem, kar mati Terezija tukaj govori. Pravi, tudi če je imel vse bogatstvo sveta in ga razdal ubogim, torej, če bi vse tisto, kar imam, dal ubogim, ampak da ni pri tem ljubezni, on pravi, da celo nič, da nič ne koristi. In jaz mislim, da to res, ja, koliko ljubezni damo v tista dejanja, ki jih delamo. Tudi meni se včasih dogaja, kaj naredim za drugega, pa čutim, da ni toliko ljubezni, da malo s odporom, kaj delam. Malo se tolažim s tem, da vsaj nekaj naredim, nekaj dobrega,
pa da se zavedam tega. Jaz mislim, da se potem s časoma tudi človek spreminja, da počne stvari, pa potem tudi tista ljubezen pride, da se potem tudi pri tem ne ustavljamo, včasih ni tiste ljubezni v tistem dejanju. Ampak časoma, ko stajamo potrpežljivo, pridejo stvari na svoje mesto. Torej, delati stvari iz ljubezni, živeti vsak dan iz ljubezni, vsak tam, kjer je. Naprimer, osnovnošolec, kako naj živi, da bo spodobno živel kot osnovnošolec. Jaz mislim, da prva stvar je, da sprejema sebe takšen, kakršen je, da hodi lepo v šolo, da se uči, da odgovorno opravlja stvari doma, ki jih ima za storiti. Jaz vem, da če kdo zdaj posluša, da nekateri izmed vas imajo kakšno delo doma, je odgovoren za, da odnese smeti, ali da kaj pomaga v kuhinji, in da tisto odgovorno naredimo, da se dela tiste stvari, in tako se tudi pripravljamo za večno življenje, je tukaj na zemlji. Ali pa če vzamemo moža in ženo, mož odgovorno upravlja svoje delo, če dela dobro v službi, če ljubi svojo ženo, skrbi za svojo družino, da ima to na prvem mestu, pa vera, da zato porablja svoj čas za svojo družino. In žena enako, popolnoma enaka, da spoštuje svojega moža, oba pa, da se dobra starša svojim otrokom. In to velja za vsakega izmed nas v raznih stanovih, za mene kot redovnika, da spodobno živim, da živim vredno svojega poklica, da vsak dan, da molim za ljudi, da delam tisto najboljše, kar je sedaj v tem trenutku možno storiti za moje sobrate v skupnosti, pa tudi pastoralno za ljudi. Olje je naša ljubezen, kot sem sedaj pravil, to je tisto olje, ki ga 5 devic nespametnih ni imelo zraven, torej ljubezni. In ta ljubezen je odvisna samo od nas, ne moremo ljubezni dobiti od drugih, da bi si sposodili, ampak to samo mi lahko ljubimo drugega, ne moremo kupiti tega. Zato v življenju dobro izkoristimo čas, ki ga imamo na razpolago, da ga ne zapravljamo za neumnosti. Čas je res dragocen, da nismo leni. Seveda, pa prej sem govoril o veri, o obisku svetih maš, o molitvi. To vse pa nam pomaga, da lahko delamo dobra dela, da lahko ljubimo druge, tudi tiste, od katerih se morda ne čutimo toliko sprejete. Vera nam lahko tu pomaga, da gremo iz svoje kože in da ljubimo drugega. No, bi še pa prebral eno lepo misel o večnosti, ki jo je napisal naš svetnik Frančišek Ksaver. Zakaj te ljubim, moj Gospod? V soboto smo praznovali 1. november, dan vseh svetih. Tudi mi v družbi Jezusove smo praznovali vse svetnike družbe Jezusove med tednom, pa tudi rajne. Pa me je zelo nagovorila tale pesem od Frančiška Ksaverja. Zakaj te ljubim, moj Gospod? Pač ne zato, ker si nebesa mi obljubil, in ne zato, ker me je strah, da bi pogubil si v peklo dušo in telo. Ne ganeta me pekel in nebo. Le ti me ganeš, moj Gospod, ko gledam te, pribitega na križ, ko vse na tebi je kot ena sama rana. Le ti me ganeš, ko trpiš, ko žali množica te zapeljana in ko umiraš zame in za vse. Le to ljubezen občudujem, in ko bi ne bilo nebes, bi ljubil te, in ko bi ne bilo pekla, ne mogel bi žaliti te. Ko ves se ti darujem, darov za to ne pričakujem, saj ljubim te samo, ker si, ljubezen sama, vir vse milosti. Navdušila me zelo tale čista ljubezen Frančiška Ksaverja do Gospoda, kar tudi mi vsi težimo k tej čisti, brezpogojni ljubezni. Če vzamemo konkretno en primer na začetku, dva, ki se zaljubita, je čisto normalno, da nekaj pričakujete drug od drugega, da se sploh lahko zaljubita, drugi mi je všeč, mi veliko da mi daje eno veselje. Ampak ta ljubezen se počasi očiščuje, postane ta čista, brezpogojna ljubezen, da drugega ljubimo zato, ker je, ni pa zaradi enih stvari, recimo zaradi njene lepote, ki mi jo prinaša, da imam nekoga rad ali pa
da je nekaj dobrega na njem, ampak ker je, torej ta čista ljubezen. In popolnoma enako je, kot Frančišek pravi, do Gospoda, da ga ljubimo zato, ker Gospod je, ne pa zaradi tega, ker nam na koncu obljublja nebesa, ali pa recimo ne počnem slabe stvari, ker bom prišel v pekel, ampak da ne počnem slabe stvari zato, ker Boga ljubim, ker je, ali pa da delam dobra dela zaradi Boga, zaradi drugih, ker jih imam rad, ne pa zaradi tega, da bom dobil eno zahvalo, eno plačilo, ampak pač ker drugega imam rad. Zato lahko tudi pri tej sveti maši prosimo. Danes je tudi zahvalna nedelja, pa še vas bi spodbudil za en izziv današnji dan, mogoče v tem tednu, pa morda prav danes, da človek hitro potem pozabi stvari v življenju, da se v enem trenutku dneva, danes popoldan lahko spomnimo v trenutku tišine, pa si vzamemo, ne vem, par minut, da se umirimo, pa da se spomnimo, zakaj smo hvaležni v življenju, torej, zakaj čutim eno veselje za vse darove, ki jih imam. Sedaj človek v tem času korone marsikaj časih negativno gleda, si misli, če ne bilo korone, bi to pa to. Ampak pogledamo na pozitivno vse tisto, kar imamo. Če jaz zdaj samo sebe pogledam, jaz sem zelo hvaležen, da lahko smo skupaj več v skupnosti. Smo pri obrokih, je sedaj polna jedilnica, kar lepo videti, ko 12 zjutraj nas je skupnost, ko nas je 12 pri mizi, pa se tudi čas podaljša, smo za take stvari. Ali pa recimo sedaj čas za kakšne sprehode iz Besnice do Janš, sem zdaj dvakrat že šel s sobrati, in se ne čudovite stvari, ki morda prej ni bilo toliko, ker to pač prej drugega dela. Torej, da vsak izmed nas obudi hvaležnost za darove, ki jih je prejel od Gospoda, in za tiste darove, ki jih v tem času lahko imamo, delamo, ko prej ni bilo možno. Kot se nekaj prej večkrat pozabljamo, gledamo bolj tisto, kar nimamo, in pozabljamo tisto, kar imamo.